Dobro jutro vsem. Danes na najdaljši dan v letu sem jaz spet v hribih in spet v Logarski dolini pod slapom Rinka. Seveda grem spet v smeri v Krešlo, od tam naprej pa bolj proti jugu na Kamniško sedlo. Iz Kamniškega sedla me pa čaka cirka ura pa pol vzpona proti novem 2000 Brani. Pot do Krešla sem jaz v svojih vlogih že posnel, tako da se javim nekaj 100 višinskih metrov više. Evo, jaz sem že kar precej nad Okrešljem, tukaj se je gozd počasi začel umikati ruševjo. Tu zadaj imamo pogled na Logarsko dolino, jaz sem pa namenjen tjale gor na Brano. Upam, da sem dobro zadel tole smer. Je pa zelo zanimivo, sicer ne vem, če se vidi, ampak tukaj na melišču za mano je ena taka ogromna skala, ko izgleda tako kip človeka. Evo, tukaj je slika s telefonom, upam, da se bo kaj boljš videlo. Zdaj pa sledi na hitro še en letalski vložek. Da mi je uspelo z dronom posneti tiste gamse, ko so tekli tam čez melišče pa čez tisti sneg. Mislim, da so se celo drona malo ustrašili pa da so zato začeli laufati. Kar lepo je videti tekle gamse v hribih, ni pa lepo, če si pod kako previsno steno pa krušljivo, pa so oni tam zgori pa kamenje dol mečejo. Takrat jih pa nočem videti. Zdaj sem pa jaz že prišel do dela poti, ko se mi zdi, da je ustrezno, da jaz tole zamenjam za tole. Opa, takle bo pa že malo boljš. Zdaj sem pa prišel do enega razpotja, mater, imam mokre špegle. V glavnem, jaz sem prišel do razpotja, ko ga prej nisem poznal, zaradi tega, ker tukaj še nisem nikoli hodil. Jaz sem mislil, da moraš iti obvezno na Kamniško sedlo, če hočeš priti na Brano. Ampak zdaj vidim, da temu ni tak. Jaz bom nadaljeval tule, Kamniško sedlo je pa 10 minut v tejle smeri zadaj. Bom pa zdaj vsaj za nekaj časa svoje govoričenje zamenil za glasbo. Gremo! Jaz sem danes pri svojem vzponu naredil eno dokaj veliko napako. Tam, ko sem rekel, da je križišče, da se razcepi za Brano pa za Kamniško sedlo, no, mislim, da to sploh ni bilo križišče, oziroma bi se mogel odcepiti že skoraj na Kamniškem sedlu. Tako da sem jaz šel zdaj gor tukaj po čistenem brezpotju, po neki grapi, ampak zdaj sem končno našel markacije. Tako da, hvala Bogu, no. Na markirano pot sem pa prišel na enem sedlu med Tursko goro pa med Brano. Tako da se jaz zdaj odpravim proti svojemu cilju. Zdaj naprej pa malo bolj po pameti, pa po markacijah. Sem si pa pot podaljšal kar za debelo uro, sigurno, vsaj toliko. Vrh se počasi približuje, oziroma se jaz približujem vrhu. Pa si moja Brana. Tule zadaj malo megle, tule zadaj malo sonca.
povedal o Brani, preden grem nazaj dol. V glavnem, Brana je visoka 2252 metrov in je zadnja gora v skupini Grintovcev. Torej, Grintovci so skupina gor v Kamniško-Savinjskih Alpah. Seveda se moramo za urejeno pot na Brano zahvaliti gospodu Frišaufu, ki je pač začel z urejanjem te poti. Dokončno pa je planinsko pot uredilo planinsko društvo iz Savinjske. Ker je dostop iz Kamniškega sedla na Brano razmeroma enostaven, je to ena izmed najbolj obiskanih gor v Kamniško-Savinjskih Alpah. Pa še zadnji fun fact, prva sta na to goro prišla leta 1876 A. Bauer in J. Seidl. To je to. Evo, zdaj pa to pospravim, pa gasa nazaj dol. Jaz si grem tukaj še za konc dneva malo noge namočiti, sem pa opazil eno zelo zanimivo stvar, kako voda iz tal ven prihaja. Bom pokazal. Ne moram biti tako dolgo noter. Nič, jaz sem zaključil za danes. V glavnem, vi tako veste, kak je. Če vam je vsebina mojih videov všeč, polajkite, pokomentirajte, pošerite, pa prijavite se na moj kanal. Uživajte. Čau!